Pozdravljeni na novinarski konferenci pred 65. jubilejnim pokalom Vitranc, ki se bo tule v Kranjski Gori oziroma 2 km stran na Vitranški strmini začel čez 1 mesec in 2 dni. Kot lahko vidite, je v prestolnici alpskih športov Slovenije zima v zadnjih dneh postregla z izjemno naravno kuliso, torej za sneg se nam skoraj da ni bati, sicer pa kako izgleda na tekmovalni progi in tako naprej pa več v nadaljevanju. Zelo veseli smo, da je danes z nami minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han, sicer pa poleg njega z vami danes še županja občine Kranjska Gora, gospa Henrika Zupan, predsednik organizacijskega komiteja pokala Vitranc in ASEK Kranjska Gora, gospod Gregor Benedik, generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medved, direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič in pa alfa in omega največjega slovenskega apreski Dejan Vindiš. Predlagam, da kar začnemo pa kar z vami, gospod minister. Zdaj se bom pa zgubil v teh listkih. Dogodki, kot je recimo pokal Vitranc z visoko medijsko pokritostjo, pa predvsem razpoznavni tujini, so tudi zelo dobri za promocijo turizma oziroma Slovenije v svetu. Kot ministrstvo in pa seveda ostale agencije v vaši sestavi namenjate kar nekaj sredstev za njihovo izvedbo. Zakaj? Najprej lep dober dan, pa moram reči, da sem vesel, da vidim belo Kranjsko Goro in me je mogoče malo presenetili. Drugo, kar bi vendarle rad rekel, smučanje, alpsko smučanje ima po moje pri Slovencih nek poseben status. Pa ne glede samo za rezultatov, ampak 30 let nazaj ali pa še več je smučanje, alpsko smučanje bil številka 1 v športu. In verjamem, da bo temu tudi tako, ker takrat moramo v državi, v Olimpijskem komiteju, v smučarski zvezi narediti to, kar smo si zadali, ampak to enkrat drugič. Drugo, pokal Vitranc je po moje najpomembnejših, najbolj atraktivnih in prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji, ki ima seveda dolgoletno tradicijo in smo lahko na njega neizmerno ponosni. Eno je zato, ker je to res šport, ki ga Slovenci ljubimo, drugo pa, ker se dogaja v mojem lepšem, tu bo si za županja vesela v enem lepšem delu, najlepšem delu naše Slovenije. Jaz sem vesel, da smo se pred parimi leti odločili, da gospodarstvo, turizem in šport na nek način združimo. Takrat smo imeli vizijo, da bojo pogled, da bi lahko te 3 segmenti naredili neko sinergijo, kjer bi lahko seveda prek športa, ki so naši športniki naredili bistveno več kot vsa politika skupaj v zadnjih 30 letih, potegnili tudi Slovenijo v turističnem smislu in da, jaz mislim, da smo tle uspeli, treba samo nadaljevati in jaz bi se v imenu države, pa v imenu mojega ministrstva najprej zahvalil seveda prostovoljcem, ki sploh v teh zimskih športih, v alpskem smučanju delajo nemogoče. Se nazadnje smo imeli že eno tekmo, žensko tekmo tle v Kranjski Gori, pa smo videli, da so bile vremenske razmere drugačne, pa sem takrat dobil informacijo od, bom rekel, drugih predstavnikov, ki prihajajo v Slovenijo, to je ena najboljših tekem po pripravi v ženskem smučanju in ne dvomim, da bo tudi to Vitranc. Tako da jaz bi se gospodu Benediku, ki smo ga včasih gledali kot eno večjih legend, zahvalil, kaj delajo v Kranjski Gori, zato da je Kranjska Gora dobro promovirana in da je tudi Slovenija kot športna nacija in promovira. Tako da, evo, hvala. A mogoče lahko še eno vprašanje? Kaj pa mogoče, glede to, da smo že skoraj da marca, ne? Pa da se nam bliže... Ja, no, ampak bom drugače vprašal, če je mogoče kaj ostalo v vašem predalu v ministrstvu, kakšna aktivnost, ki jo mogoče ne boste imeli časa izvesti, pa bi si jo želeli? Mislim, absolutno tudi v življenju nekaj stvari narediš, ampak ker smo ravno pri smučanju in ker sem že ima smučanje, alpsko smučanje v Sloveniji, sve tudi skok in tako naprej, poseben status, mi moramo narediti v tej državi, da bojo imeli naši smučari mladi dobre pogoje, mi moramo narediti nek poligon, kjer bojo lahko smučari in smučarke se razvijali in da bomo
zopet, ne samo po organizaciji, še mogoče po športnih rezultatih zopet tako popularni, kot so bili včasih. Hvala lepa. Gospa županja, gremo kar k vam. Letos bojo v Kranjski Gori kar 3 dogodki svetovnega formata, eden je že bil, 2 prihajata v marcu. Kako pa kaj prebivalci občine gledajo na to, so ponosni, v bistvu, da v zimski sezoni je dejansko Kranjska Gora kraj, pustimo zdaj Cortino, ker so olimpijske igre kraj za največ zimskimi dogodki v Evropi. Še en lep pozdrav z moje strani. Moram reči, da sem tudi jaz vesela, da smo dobili sminek, ker letos se je zima res hecala z našim koncem Slovenije. Smo bili najmanj deležni v vsem času, zdaj le tokrat nam je bilo prizanešeno. Tako je, jaz moram reči, da smo zanesljivo ponosni vsi, da smo pač lahko organizatorji tako velikih dogodkov. Pač Kranjska Gora je več desetletij že gostiteljica velikih športnih dogodkov in še posebej pokala Vitranski letos praznuje 65 let. Skratka, ponosni smo in zavedamo se, da živimo v alpskem biseru, je pa to zanesljivo tudi določen pritisk oziroma obremenitev za vsakodnevno življenje. Prav zato se tudi naša marketinška kampanja, ki jo izvaja tudi Turizem Kranjska Gora, nekako naslanja na obiskovalce, da jih naslavljamo: dobrodošli, uživajte, spoštujte, prav z namenom, da so spoštljivi do naše narave, do naših obiskovalcev in seveda na ta način nekako dosežemo ravnotežje med obremenitvijo in seveda tudi ponosom. No, ampak ker smo ravno pri obremenitvi, morda vprašanje, kako pa s turistično infrastrukturo ustreza, recimo množici ljudi, ki prihajajo v zimskem in pa predvsem tudi v poletnem času v Kranjsko Goro? Ja, zanesljivo je, bom rekla, poletna sezona zdaj že kar boljša, že nekaj let boljša kot pa zimska. Kar se tiče infrastrukture turistične, jaz mislim, da je zadovoljiva, kar se pa ostale komunalne infrastrukture tiče, se pa tudi trudimo, da nekako sledimo trendu, bom rekla, tako da zagotavljamo tudi kvaliteto na tem področju. Hvala lepa. Pa gremo naprej, Grega. V letošnjem letu je bilo kar nekaj vlaganj namenjenih izboljšanju tekmovalne proge. Pa lahko kar pogledamo par slajdov. Bilo je, v bistvu dodalo se kar nekaj dopoln na snežno progo. Sicer pa Kranjska Gora postaja vedno bolj center slovenskega smučanja. 2 tekmi svetovnega pokala, lani paraolimpijska tekma, letos bančne igre. Poligon je bil letos decembra na voljo tekmovalcem slovenskim za treninge. Ja, lep pozdrav vsem, tudi z moje strani. Dejstvo je, da klimatske spremembe oziroma vreme, ki nas bo v prihodnjih letih sigurno spremljalo, ne dopušča takih belih kulis, kot je danes že od decembra naprej. Zato smo se lansko leto takoj po tekmovanju tudi z lastniki Žičem, Smučarsko zvezo in z vsemi deležniki usedli, analizirali stanje. Rezultat je, vidite tamle gor, 10 novih topov, ki so nekaj najeti, nekaj kupljeni, nekaj dani v najem. Brez teh 10 topov situacije takšne, kot je danes na tekmovalni progi, ne bi bilo oziroma je bila zelo težka, tako da jaz upam, da bomo to nadgradili tudi s pomočjo države, kar je že prej minister nekoliko omenil. Še nadgradili celoten poligon in res naredili nek trenažni državni poligon za tekmovalce in pa seveda za oba tekmovanja, ki upam, da jih bomo lahko organizirali na takšen ali drugačen način, da tudi v prihodnje. Kakšna je situacija na progi danes? Bela, vidite, proga je bila krasno pripravljena, tudi, bom rekel, tle je Andrej Šporan, vodja ženskega tekmovanja, aktiven pri nas v klubu, tudi v prihodnosti verjetno en nosilcev vsega tega, bo on par besed še on povedal. Jaz mislim, da je priprava proge odlična, treba bo spremljati tedensko, kaj se bo dogajalo in progo pa čutrditi do tekme v marcu. Evo, damo kar besedo Andreju še za kakšno minutko. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, progo smo imeli za žensko tekmo, kot ste videli tudi sami po televiziji, ste se lahko prepričali, res vrhunsko pripravljeno. Zdaj, skozi januar nam je sama baza ostala.
Zdaj ta sneg, ki je čez padel, v bistvu zaenkrat ne dela kakšnih večjih problemov. Bomo nekje do zdaj, kar kaže napoved naprej, je tako sprejemljivo vreme, tako da naslednjih 10-14 dni ne moramo kaj dosti delati, potem v pričakovanje, da v drugi polovici februarja bomo še vsaj enkrat, če ne dvakrat z vodo preparirali samo progo, ta zgoren sneg v bistvu zlepili za spodnjim in količine snega so več kot zadovoljive v bistvu zdaj na poligonu in gledam kar z optimizmom naprej, bomo pa rabili še 2-3 dni mrzle, da jih izkoristimo za samo polivanje, tako kot smo tudi v decembru v bistvu edine 3 dni, ki so bili mrzli, izkoristili, da se je lahko proga pripravila in pri naši vrhunski ekipi, ki je z vsemi prostovoljci in pa tudi s pomočjo žičnic in njihovih delavcev, kar res obvladajo, jaz mislim, da bomo pripravili tudi moško tekmo na najvišjem nivoju. Hvala, Andrej. Še mogoče Grega date eno vprašanje, lahko pa tudi, če bi še kaj dodal, mogoče. To, kar je Andrej rekel, sem tudi jaz hotel povedati, res imamo vrhunsko ekipo. Če se malo pohvalim, bi rekel, skoraj najboljšo na svetu. Nas vabijo tudi kamorkoli, da grem, tudi udeležimo se kakšne izmenjave, smo že naredili. Drugače pa pomembna stvar, ko je prej minister omenil, da bi spet vrnili alpsko smučanje na mesto, ki mu gre. Hvala Bojanu, ki je danes prišel tukaj in tukaj je neko živa legenda, ali pa danes je tekmoval, to je lepih nazaj. Jaz upam, da po tej poti moramo iti, Andrej, vrhunski smučar, mlajša generacija, jaz sem bil nek vmes in upam, da bodo še mlajši prišli. Dvojna so bila 10 let skupaj, tudi so več. Jaz upam tudi, pač, Smučarska zveza, da bo, pa alpska disciplina, da bodo nek reset naredili, analizirali in v duhu odlične organizacije svetovnih pokalov in tudi s ciljem obdržati jih v prihodnosti tudi na tem področju obrnile krivuljo navzgor. Morda še datum snežne kontrole, 26.2. A ne, 26. ja. Okay. In pa še eno vprašanje zate, Grega. Prej si omenil povezovanje. Eno izmed povezovanj je seveda tudi mini pokal Vitrans. Prejšnji teden je bil, prijavljenih je bilo več kot 200 otrok, kar je tudi dobra popotnica recimo za neko nadaljnji razvoj alpskega smučanja, ne samo v Kranjski Gori, ampak tudi v Sloveniji. Ja, mini pokal Vitrans, pač smo se odločili za njega, ali pa smo se ga zmislili, bom tako rekel, mislim, da že 10 let nazaj. Število otrok je vsako leto isto, to se pravi, da te mladi skupaj starši in temi trenerji v nižjih kategorijah razumejo stvar, so pri stvari in to nadaljujemo. To je to. Kako delati, kako vam uspeva, kako nam uspeva? Ja, ta izmenjava, kar sem prej rekel, še to, da povem, letos je prišla pobuda z Trbiža, oni so imeli letos svetovni pokal v hitri disciplina za ženske, smo pač sodelovali z eno od svojih ekip. To so tisti, rečemo jim Picasso, tisti, ki štrihajo s tistimi črtami. Del naše ekipe, ki je tudi pri nas, je bil tudi povabljen v Wengen kot odresevalci in ena skupina iz Wengna letos pride na moško tekmo z isto funkcijo. Tako da tukaj so meje odprte, ideje so odprte in bomo tudi na tem področju probali narediti korak naprej. Okay.